tisti del zdravstvene reforme, ki se nanaša na zdravstveno varstvo in zavarovanje, predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po novem bi tako plačevali obvezno zdravstveno zavarovanje po principu solidarnosti. To pomeni, da bi državljane razdelili v 7 razredov glede na prihodke. Tisti z minimalno plačo ali manj bi plačevali 20 evrov mesečno. Naprej pa se prispevek izračuna na podlagi povprečne bruto plače v Sloveniji. V tabeli je prikazano, da bi bili tisti s povprečno plačo uvrščeni v 3. razred in bi plačevali 27 evrov mesečno. Tisti z najvišjimi prihodki, ki zaslužijo 5-kratnik povprečne plače ali več, pa bi bili uvrščeni v 7. razred in bi plačevali 75 evrov obveznega zavarovanja mesečno. Predvidoma naj bi kar 80% prebivalstva plačevalo nižje zdravstveno zavarovanje kot do zdaj. Vprašanje pa je, če bomo vsi deležni istih storitev. Še enkrat bi rad poudaril, da imamo mi solidarnostni način zdravstvenega varstva, kar pomeni, da dobi vsakdo tisto, kar potrebuje. Se pravi, to, če plačuješ nižjo prispevno stopnjo, ne bo pomenilo, da si deležen nižje kakovosti nekega pripomočka, to ostaja enako. Bo pa zdaj seveda to določeno z zakonom, ta pravica, kar do sedaj ni bila. Vsi zakoni, ki predstavljajo tako imenovano zdravstveno reformo, morajo biti sprejeti v mandatu te vlade, ker zato se je koalicija zavezala in to je njen bistvena naloga in bistveni cilj. Zakon, o katerem govorimo, bo polno stopil v veljavo leta 2019. Ni pa še seznama, na primer, do katerih pripomočkov so zavarovanci upravičeni. Invalidske organizacije imajo o predlagani reformi pomisleke. Med drugim tudi zato, ker bi se lahko seznam storitev in pripomočkov skrčil. Za gluhe in naglušne, ti slušni aparati, polževi vsadki, te stvari bi pričakovali mi, da so zapisane. Enako v zakonu ni zapisana obnovitvena rehabilitacija, ki je sedaj pravica obveznega zdravstvenega zavarovanja. Invalidi upravičeno pričakujemo, da bodo tudi tiste pravice, ki smo jih zdaj imeli z naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, zapisane tudi v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 1. Imam bojazen, da bo potrebno doplačevati. Pa so tukaj gluhi ali naglušni, slepi, slabovidni, paraplegiki, distrofiki, bilo katera vrsta invalidnost. Tukaj imamo mi upravičeno bojazen in ne morem jaz potrditi navajanje naših piscev zakona, da bomo manj plačevali invalidi. Vse invalidske organizacije reprezentativne smo podale svoje pripombe in upravičeno pričakujemo, da jih bo pisec zakonodaje tudi upošteval. Prehod iz sedanjega načina plačevanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bo v obvezno nadomestilo opravljen sredi leta 2019. Podatke, na podlagi katerih bo izračunana osnova in bo posameznik razdeljen v enega od 7 razredov, bo pripravila Finančna uprava Republike Slovenije.